Ja, nič, vi boste tukaj, ko raznese vse, da boste slišali prvi. Evo nas v prelepem mrazu, -2. Spet smo tukaj pri Abertu. Zobnik imam tle. Zdaj pa moram dati nosilec motorja dol, dati pokrov zobatega jermena dol, dati spodaj pokrov dol, da podložim motor, da lahko sploh nosilec motorja dol. Potem moram najti luknjo, to tle, tukaj, da ugotovim, če so odmične na pravem mestu. In potem treba dati od spodaj to gor, baje se da brez nekega specialnega orodja. Bomo to probali danes, če mi uspe odlično. Če ne, pa v bistvu malo manj odlično, ker bom mogel čakati do jutri, da se stvari odprejo, da grem si sposoditi oziroma kupiti orodje in pol akcija. Nič, zdaj moram šrafati te 3 vijake, pa dol na motorju, pa tole bomo dali dol in pol naprej, ne? Bilo ful lažje, če je bilo bolj toplo, ne? Da ne bi bilo treba vseh teh cevi demolirati. Imam drug motor na voljo, lahko bi dal drugi motor notri, samo what's the fun in that, ne? What's the fun in that? Evo, zdaj lažje vidimo notri. To je turbina, da vidimo, če se še obrača lepo. Jep, s turbina nič narobe, to smo že ugotovili. Zdaj moram te cevi vse, mislim te vijake, ta pokrov dol, da vidimo, kje smo. Tu notri v svečke moram dati 2 iste palčke, da jih dam v ravnino in da probam potem dati motor v fazo. Ujebem ti. Ujebem ti, mater. Okej, bomo videli zdaj, če gre to ven. Ta del gre, oni del se bo tepel z mano. Motor je podložen. Okej, gre. Okej, nosilice od zunaj. Imam pa zdaj tle dol še 1, 2, 3, 4 13-ke, ki jih bom mogel nekako zbasati ven. Ne bi rad zdaj še hladilnika prazno. Baje se da tako da bomo videli, če je to res ali ni res. Vidim, če bomo spravili mi to zdaj tle ven. Super, bal sem se za ta 2 vijaka, ampak očitno je v redu. In mi moramo zdaj ugotoviti marsikaj, ne? Ta šponer, še ta pokrov moram dati dol nekako. In potem začeti to spravljati skupaj. Ta jermen bom zaenkrat pustil tle, ker nimam kaj, ampak to je zgornji del, to je šponar, ki ne špona valjda zdaj več. Evo ga, ta del je dan dol, torej moram dati ta zobnik, ki se mi je odtrgal. Ta zobnik se avto delal, ko sem ga parkiral. Na mestu je potem zgubil iskro. Zdaj, imamo 2 možnosti. Ker tle notri bi mogel biti en pinčak, je v bistvu še boljše. Odprem novega, da pokažem side by side. Mogoče se ne vidi lih dobro, ampak tu notri bi mogel biti en jeziček, ta tukaj. Da se drži na pravem mestu v avto. V glavnem,
To se mi je odlomilo. Ne vem pa, če se je odlomilo na avtu, oziroma med tem, ko je še delo, ker na koncu je izgubljal full misfire na polno. In zato sem začel gledati senzor pozicije glavnega grede, ker ni hotel več užgati. Res je, da sem ga verglo. Ne izgleda, da bi se zares obrnil. Tako da, če se ni zares obrnil, pomeni, da bo avto še užgal. Ker če se je obrnil, potem je zabilo ventile, kar pomeni, da bomo vse to pobrali dol in zamenjali motor. Moja teorija je, da ko sem jaz to probaval, je sam skočil še bolj ven in je pač takrat na srečo crknil. In je bil še v fazi, ko sem ga jaz verglo, kar močno dvomim. Če je temu tako, potem bo avto še vedno delal isto kot prej, načeloma. Če pa ni temu tako, kot sem rekel, mašina ven, druga not. Nimam kaj. Nič, zdaj moram dati odmične v fazo. By the way, miši so fucking povsod, ne? In prva stvar, ki sem pomislil, je, aha, miši so mi kaj precvikale, ampak bomo to pol posesali. Gledam, tle spodaj je en vijak, en pokroček, se ga da ven, tega, in pol se zablokira odmično v fazi, ker sta obe odmični na eni osi. Ok, odmične so v fazi, sem jih zataknil. Tale dva moram jaz še nekako ugotoviti, da sta na istem mestu, ne vem točno. Potem gremo naprej, dajati jermen šponar gor in all the good things. Jermen je gor. Tam spodaj sem nekako zadržal tisto, to je še vedno v fazi. Tako da zdaj moram šponar našponati, ki ga bom malo stežaval, ampak ajde, se mislim, da bo šlo. In ko to našponam, moram obrniti na roko ene dvakrat motor in če se kje zatakne, jovo na novo. Če se ne zatakne, on the other hand, damo svečke noter in probamo prožgati, ne? Pa vidimo, če bo to razfukalo ali ne bo. Ok, svečke so notri, kojli so gor, ta čep je zaprt, jermen je gor in menica tista za to, da bo senzor vedel, kje je gor. Par stvari ni priklopljenih, zato ker bomo probali, če zadeva užge. Če užge, super. In zdaj sedim tle in tuhtam in ne vem, če bi sploh probal, ampak kačem. Nijem kaj, ne? Ja, nič, vi boste tukaj, ko raznese vse, da boste slišali prvi, jaz bom pa sem, tole damo sem notri. Strah me je. Wish me luck. Ja, nič. Očitno je zabilo ventile. Srečno novo leto vsem, smo v letu 2026. Sem nazaj pri avtu, malo reorganizacije bom naredil, kombi bom dal ven, avto bom porinili tam na uno stran, ker bo treba potegniti motor ven, tako da rabim plac, nekako sem si zamislil, da bo tukaj avto, da imam lepo tle pult, zadajati gor kose in vse te stvari. In danes bom začel podirati sprednji konec, odbijač dol, luči dol, hladilnik, odvisno do kje bom prišel danes, ker je ura že 7, pa nič stopin tukaj notri. Nimamo kaj. Evo ga, večina avta je razstavljenega, moram zdaj samo še to cel turbine dati stran. Ampak gre cel redpack, sprednji del gre dol, skupaj z intercoolerti.
In pol naprej, pol grem na to stran, poberem vse nosilce menjalnika dol, nosilec motorja, tu na tej strani imamo Renaultovca, ki so kaj razpolovljeni v pedri. Tako da ja, ura ni še niti 9 in če se ne bi mi enih par stvari zalomilo, bi bil že kar globoko notri v tem, ampak dobro. Dajmo reči, da bomo danes kar en velik kos odšraufali. Sprednji konec je dol. Nič nisem polil. Malo. In pol še polosovine, auspuh. In to je to. Čez 5 minut pa imamo to vse dol. Najboljša stvar pri 300 000 km avtu je odlomljen vijak, odlomljen vijak, odlomljen vijak, odlomljen vijak, odlomljen vijak, pa odlomljen bil šupak. Tako da zdaj gremo naprej. Raznega lomljenja pri zarustenih delih gre po planu. No. Čeprav ne zgleda, je vse odklopljeno iz motorja, nosilci odšraufeni, samo puntirani gor, da ne pade mašina. Če bi imel ta nastavek, ki je ta velika godora, ta največja, bi šraufal še polosine in potegnil motor ven, ampak ga imam doma in bo treba počakati. Ampak vse ostalo, menjalnik je sklopljen, nosilc zadaj je dol, klima je dol, pečka je dol, vsi kabli so odklopljeni. No, ta je še kar tle notri, sem na drugi način redel in evo ga, motor je od zunaj. Torej ta mašina, poberem vse dol iz tega. Turbino, kolektorje, menjalnik, intake, vse to, zato ker mašina, ki jo obljubil jaz, je novejša. In potem gre v bistvu to lahko nazaj sem notri. Tu. Sam za nadati nazaj notri imam pa rabo žirafo, ker je treba malo dvigniti, da prijem na nosilca, ali pa bom dal dvigalo kot spodaj, bom videl. Iz motorja je dol komplet elektrika, sesalni kolektor, zaganjač, to sem šraufal, tako da en kup stvari je že dol. Samo s tem se moram še zajebavati, treba fleksati in se mi danes ne da niti približno. Vse tle, zaganjač, sesalni skupaj s vso elektriko, ta klima in alternator in malik peder. Od zunaj je vreme, kakršno pačkoli je, sneg imamo gor. Jaz sem prišel danes sem dati še menjalnik stran, da bomo danes dal ločno mašino od menjalnika in upam, da bom dal komplet turbino in kolektorje dol. Jeba je, ker je ogromno vijakov zarustanih, tako da je na mesto 13 ratal 11,7, da bomo videli, kaj bom lahko rešil. Few moments later, menjalnik je dol, malo se oscal. Tako da zdaj lahko dam motor nekam, da ga obrnem na drugo stran, da odfleksam dol zadaj v vijake, ki so zarusteni in poberem dol kolektor in vse to, da ostane samo go motor. Po 2 urah je skoraj vse že dol. Ona pumpa oziroma tale hladilnik olja, vse, ostaja mi samo še kolektor in turbina, ker dejansko se kolektor lepo odšrafa vseh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vijakov, ki sem prišel zraven, ampak do 2 ne morem, ker je ta kurčeva pločevina in ne morem dati tega dol, ker moram dati turbine dol, ker imam tukaj od spodaj 2 vijaka, ki nista več 12, ampak sta 10,1 in 11,4 in jih ne morem zagrabiti nikakor. Tega ne morem šraufati, ker je zaruznjeno na pas mater. Turbina ne gre dol, tako da ja, fun. Dobro, uspelo mi je lupiti komplet motor, v bistvu ustavil je gor ta senzor, pa ta senzor, to bom prenesel na unega,
Vse ostalo ostane na tem motorju, ni več nič gor, sklopka in ostrajnik bom itak mogel drugega kupiti, še ta senzor pa ta senzor tle gor. Teh par stvari bom pol, ko pride motor, ker to v bistvu lahko naredim tako. Še fun fact, imel sem vodo v avtu, v kombiju, sem imel ene 10 litrov vode v Unikanti in sem sam staknil in dal zraven grelca, ki imam tle notri v basto. In očitno je bil ventilček v kurcu, tako da imam vse mokro tle notri. In zdaj laufam v basto, zato da mi posuši kombi. Tako da sem se naredil še tle delo. Fun. Tako da se vidimo na rebuildu. Pa gremo v delavnico in potegnem glavo dol danes, da vidimo kaj je notri, ker sem govoril s parimi ljudmi, so mi vsi rekli, dej popravljaj, ne menjuj motorja, ker ne veš kaj boš dobil.